Dober večer, sem skupaj, midva sva nazaj z najnimi ponedeljkimi live. In jih odgovarjava na naše vprašanje, različne teme, ki vas zanimajo, tako da, če vas karkoli zanima, glede zdravja, boljšega življenja, več energije, napišite spodaj v komentarje in bova sigurno prišli do nekaj. Tako da, moje ime je Alja Podgornik, sem nevroznanstvenica in kot ponavadi sem tukaj z doktorico Nejo Zupan. Neja, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, Alja, in vsi, ki nas poslušate. Oziroma, naj jo poslušate. Mi imamo danes eno fajn vprašanje, ki so ga dobila prejšnji teden. In nama je ful všeč, no, se veselim tega. In sicer vprašanje je, kako naj človek poglobi življenjsko energijo in zopet prebudi notranjega duha. Tako da, Neja, jaz bi te povabila, če lahko kar naj jo vpelješ v tole zelo lepo temo danes. Jaz, prvo, ko sem slišala to vprašanje, sem se spomnila na izkušnjo mojega moža. Mi smo šli skozi čiščenje telesa. Se pravi, bil je prisoten, ko smo, in je tudi on delal čiščenje telesa. In na koncu tega čiščenja, to je bil čiščenje, ki je trajal 15 dni, različne tehnike, razne meditacije, dihanje, čiščenje črevesja, prav fizično čiščenje črevesja, fizično čiščenje jeter, tankega črevesja, debelega črevesja, pa istočasno zraven, tako kot sem rekla, meditacije, tehnike za dihanje, prepoznavanje svojih miselnih vzorcev, vzročno-posledičnih povezav. No, in na koncu tega čiščenja, tega razstrupljanja telesa, čustev, uma, energije in duha, delali smo ogromno Vitali svaj. Vitali svaj bom potem še večkrat kasneje povedala. No, in na koncu smo imeli še zvočno kopel, ki nas je popeljala še v globine. In ko smo imeli konec te zvočne kopeli, je on razlagal svojo izkušnjo, kako je začutil, kako sta se ledvici, tako kot dva generatorja, tako kot dve jedrski elektrarni vključili in na polno začeli delati. In on je rekel, da lahko bi rekel človeku, da se, mislim, večinoma slišite, da se ne da življenjske energije dvigati. In potem po tej izkušnji je on rekel, zdaj vem, da pridobivam življenjsko energijo in jo ne zgubljam. Torej, prva stvar, da življenjsko energijo začne človek pridobivati, je to, da ima čisto telo. Seveda, v vsakodnevnem življenju mi ne moramo skozi skrbeti za to, da imamo čisto telo. Kaj treba pač določeno hrano jesti, pa malo se bolj izolirati, pa ogromno vaj narediti, zato da se telo regenerira. Ampak če pa mi vsake toliko časa naredimo dobro čiščenje pod vodstvom nekoga, ki ve, kako to narediti. Recimo v kitajski tradicionalni medicini poznajo tri temeljne energije. Ena se imenuje Jing, druga je Shen, tretja je Qi. Qi energijo vsak pridobiva iz hrane. Shen energija prihaja iz naših misli, iz naših čustv, iz našega čustvenega stanja. In Jing energija je ta podedovana energija, to, kar smo mi prinesli. In
če je naše telo, no, ta džink energija je shranjena v ledvicah nadledvični žlezi. In če mi onesnažujemo naše telo z mislimi, s slabo hrano, bo ta džink energija hitro padala. Če pa mi telo očistimo in zraven naredimo recimo e-vitalis prakso, ko energijo dovajamo, se pa ta džink energija lahko povečuje. Jaz to lahko čisto govorim tudi iz svojega lastnega, iz svoje lastne izkušnje. Če bi gledala, kaj sem jaz s sabo prinesla v mojemu DNK-ju, je bilo, da jaz pri 42-43 umrem. Dobila sem raka, vse moje prednice prej so umrle, moja stara mama je bila stara 70, ena teta je bila stara 62, ena je bila stara 55, moja mami je bila stara 48, no, jaz sem pa zbolela že pri 42 letih. Ampak jaz sem takrat dobro sem sčistila telo in pomagala z različnimi vajami, da se je ta energija začela dvigovati. In jaz lahko rečem, da če sem pred rakom praktično vsako popoldne potrebovala spanec, ga danes po raku praktično ne potrebujem. Tako da moja energija se je definitivno dvignila, sem se pomladila, prerodila. In s tem, ko sem dovedla več energije, ko sem spremenila tako način razmišljanja kot način čustvovanja, dobro, hrana je bila že dosti podobna, kar sem prej jedla, mogoče zdaj še malo bolj pogledam, kaj dam. Včeraj sem eni znanki rekla, da jaz imam zelo visoke standarde, kar se tiče prehrane in redko jem v restavracijah, gostilnah, zato ker ne vem, s kakšno energijo kuhajo in kakšne sestavine noter dajejo. In na ta način jaz mojo energijo vzdržujem, ko pa delam razne meditacije ali pa e-vitalis vaje, takrat pa mojo energijo povečujem. In s pomočjo meditacij mi lahko pridemo v stanje, ko svoje življenje gledamo iz višje perspektive dol. In takrat lahko vidimo, v katero smer iti, zato da bomo našo energijo lahko okrepili. Tudi velikrat rečem, to me je tudi včeraj, me pa ena druga poklicala po telefonu in rekla, ja, se tako, majčkeno se slabo počutim, pa 57 je stara. Pa je rekla, ja, zdaj jaz to pripisujem že temu, ker sem že malo starejša. Sem rekla, draga moja, naša telesa so narejena za 150 let življenja, niti na polovici še nisi. Tako da je treba napolniti telo, pogledati, prevetriti, kakšni so naši načini razmišljanja, naša čustva. Včasih je fino pogledati tudi, kako so naši predniki delovali in se iz tistega učiti, kar pač je bilo manj uporabno, spremeniti in dovesti v tisti del več energije, zato da se transformira in mi lahko plovemo v svojem življenju na naši barki še dolgo in mirno. Tako da te vabim pa zdaj, Alja, boš verjetno še ti kakšno pametno povedala zraven. Vedno. Ok, jaz bi še eno drugo perspektivo rada malo dala, pa ni res drugačna, ampak mogoče druga stran. Meni se zdi zelo pomemben del tega vprašanja, ful pomemben del tega vprašanja je bilo, kako zopet prebuditi notranjega duha. Zakaj ta del res pomemben je to, da nam pove, da ta naš notranji del, duh, tam je. Mi ne rabimo neke stvari od zunaj pripeljati, mi ne rabimo neki noter odcepati,
naš notranji duh je najbolj avtentičen del nas, ki je najbolj, ki vedno je obstajal, vedno bo obstajal in je resnični jaz, ne, v tem najglobjem smislu. In zdaj, tle je v bistvu vprašanje, ne, zakaj smo mi sploh prišli do nivoja, ker smo odcepljeni od tega, ker smo odrezani od tega, ker nimamo tega. In ta notranjega duha jaz vedno vidim, ker imaš ljudi pred sabo, ki imajo to ljubezen do življenja, ki imajo to neko lahkotnost, ki imajo to izražanje, ki imajo nek mir v sebi, ki zaupajo v tok življenja. In ta način ti pa tudi pomaga, da tudi ko pridejo težke izkušnje, se ostalo to ne pomeni, da ne boš imel groznih obdobij življenja, ki bo težko, ki bo treba marsikaj prevedriti, ampak ti da neko čisto drugačen način življenja, ki je tak bolj mehak, kot nekdo, ki je zelo tak trd, rigiden, odtrpel, ne zaupa v življenje. Taki ljudje so dostikrat velikokrat frustrirani, cinični, imajo take izjave, kot se to pač tako vedno bo, tle se ne da nič narediti, ja, ta mladina in podobno. In jaz tle, kar vidim meni osebno, kako razumem te stvari trenutno, saj je to, da mi vsi pridemo na ta svet z nekom to povezavo samim sabo. Otroci imajo te povezave velikokrat več, kot jo imamo odrasli, zato ker lahko vidite pri nekaj, so ful radovedni, stvari zanimajo, vse te zadeve. In pol, kar se zgodi, je to, da mi gremo čez neke določene izkušnje v življenju, nekaj stvari že prinesemo s sabo od prej, ampak nas življenjske izkušnje, temu se danes se zelo veliko govori o travmah, ampak travme niso samo neke hude zlorabe. Travme, recimo, se gleda kot tudi to, da nekdo, in ponavadi so to naši skrbniki, učitelji, ljudje, ki jih mi dojemamo kot avtoriteto, ljudje, ki damo zelo veliko na njihovo mnenje, vcepijo v nas neka prepričanja, ki nas odrežejo od delov samega sebe. Jung bo o tem govoril, čemur se reče shadow, če prevedemo sence, se pravi stvari, kvalitete v nas, ki jih mi ne želimo videti, različni arhetipi. In da dam primer tega, to je lahko eksplicitno, implicitno in da ne bo napake, to se zgodi vsem, to čez to gremo vsi. Recimo, en zelo močen aspekt tega v kulturi tukaj na Zahodu je spolnost, neka čutnost, da recimo že ko si mlad, da vsakeč, recimo, kot otrok, karkoli se pojavi v tvojem okolju, kar ima veze recimo s spolnostjo, da starši rečejo, ja, to pa ni primerno. Ali pa da ti neki učitelji, avtoritete razlagajo, da telo, to pa je nekaj, česar se ne sme dotikati. Kot otrok to absorbiraš in boš celo življenje šel naprej, da boš v bistvu sebe odrezal od tega, ker rečeš, to pa ni primerno, če te stvari rečem, če te stvari naredim, pa me ne bojo imeli radi, Lahko je implicitno, lahko recimo, če gremo na isto tematiko, greš po cesti s svojimi starši, svojo mamo, kakorkoli in pride recimo nasproti ženska, ki je recimo relativno, kakor bi se rekel, erotično oblečena, recimo, da mama dojema to velik dekolte, visoke pete in mama reče, jo, kakšna pa ta je, Spet, se isti vzorc programira, ki reče, to ni primerno. Če jaz to naredim, me moji starši, moji skrbniki ne bojo sprejeli. Zakaj je to pomembno? Ker mi začnemo čez ta postopek se oddaljevati od tega dela samega sebe. Ker mi moramo razumeti, da ta naš notranji duh vsebuje vse te možne različne stvari, vse te vrste energij in esence, so do različnega nivoja izražene v različnih ljudeh in to so recimo stvari, kot bi astrologija govorila o tem, ki ti reče, imaš te kvalitete, ki so močnejše od tebe, kot vse ostale, ampak vsi imamo vse te arhetipe vse, če temu tako rečemo. Vsi imamo možnost izražanja teh nekih energij. In imamo določen, unikaten, edinstveno kombinacijo tega, ki je edinstvena za nas. In ko imamo mi možnost, da izrazimo sebe na tak način, takrat smo srečni, takrat imamo občutek, da smo res mi. In ko vse to lahko izrazimo, lahko tudi najbolj unikatne in edinstvene stvari v svojem življenju naredimo. Lahko naredimo stvari, za katere smo poklicani. Zdaj, problem je pa to, ko se mi od tega odrežemo skozi neke izkušnje, kjer nam ponavadi drugi povejo, da če izrazimo sebe na nek določen način, nas ne bojo sprejeli.
začnemo iskati okolja, v katerih tega ne moremo izražati. Zato, ker ta del odrinemo stran. Dajmo reči, da imamo nekoga, ki je sam po sebi ful kreativen, nekoga, ki ful rad riše, paje, pleše. In pa zaraste v okolju, kjer mu povejo, da s takimi stvarmi nikoli v življenju nič ne omogel, ne? Da edini način, da boš zaslužil denar, je, da postaneš ali zdravnik, ali odvetnik, ali da greš v znanost, ali matematiko, ali kakorkoli, ne? Tega je zelo veliko danes. In ta otrok bo rekel, jaz ne morem tega, jaz ne morem biti to, kar sem, jaz ne morem teh lastnosti izraziti, ker so neuporabne. Ne? In pa bo ta otrok, oziroma potem najstnik, mladostnik, odrasel, šel v okolje, kjer zadovoljuje želje drugih, ne svojih, želje drugih. In pa se začne ta cikel, ker to okolje pa potem tebi dodatno preprečuje, da bi se ti izrazil takšen, kakor si, takšna, kakor si. In pa se začne cikel frustracij, jeze, nezadovoljstva, neke ciničnosti, dojemanja sveta, da pač take stvari so. Ni poanta, da se imam v življenju dobro, ni poanta, da delam stvari, ki jih imam rad, ni poanta, da se lahko smejem, da sem lahko odprt. In pa se začnemo ciklati. In rabimo eno stvar, ki bo to prelomil. Rabimo eno stvar, ki bo naredil konc tem vzorcem. In vse te stvari, ki je Neja o njih govorila, meditacije, različne vrste dela, ki nam dajo večji pogled, nas potegnejo izven teh možganskih vzorcev, nas potegnejo izven tega ega. In nam dajo perspektivo, ki reče, ti nisi to, kar praviš, da si. Ti imaš vse te ostale aspekte, ki jih moraš integrirati vase in jih izraziti ven, zato da boš srečen. Tako da jaz tukaj vidim kot zelo, zelo pomemben del tega, da človek gre in pogleda, najprej naredi, tudi če je list, kaj me frustrira, kaj je tisto, kar me frustrira, kaj je tisto, kar mi daje te grozne občutke, kaj je tisto, ki se zbudim zjutraj pa rečem, shit, spet je ponedeljek, spet moram iti delati, ker ti da občutek v trebuhu, ki te stisne. In to ti začne kazati, kje so stvari, ki niso, ker telo govori, da ni v redu. Niso možgani, telo govori. In tle je treba začeti gledati, kje so te vzorci, kje so te stvari, ki mi se pravimo, da moram eno stvar delati, moram nekaj delati. To je edini način, tak moram biti. Ampak v resnici nas vodi v globje nezadovoljstvo. In tle je veliko različnih stvari, je omenila dihanje, dihalne vaje so lahko odlična stvar, meditacija, hipnoza lahko pri tem pomaga. Zelo dobro je, če sam človek gre, recimo, pa vzame pa piše. Da piše, da ven pridejo stvari, zato ker mi pišemo ene stvari, danes se reče temu journaling, kakorkoli pisanje dnevnika, v bistvu samo to, da mi pišemo in zraven, ko beremo to, kar smo prepisali za sabo, je enako, kot da bi te stvari govorili, zelo zanimiva znanost odzadaj za tem, ampak pomaga, da podzavest pride ven. Da gremo mi ven iz teh miselnih vzorcev, ki se stalno ciklamo, ki nam pravijo, ti moraš sebe dati v tale kalup tukaj in tak biti, in začnemo prihajati ven iz tega. Tako da jaz to zase sem videla, da sem mogla zelo veliko teh vzorcev in kaj sem jaz mislila, da jaz sem prelamp, jih ven stran, reči ne bomo več tega delati, zato da sem lahko začela osvobajati dele sebe, ki sem jih skozi otroštvo in skozi odraščanje zatrla, zato ker nisem verjela, da so vredni. Tako da to bi bil moj dodatek tej temi. Ja, mi je zelo všeč, kako si Alja opisala ta miselni proces, ki sem ga jaz poimenovala Shen, ki ga imenuje v tradicionalni kitajski medicini in je ekstremno pomemben in nas dejansko odreže, če imamo mi prepričanja, niso to samo prepričanja, so lahko prepričanja, vrednote, identitete, strategije, karkoli. Vse verjetno ste že slišali za ledeno goro, kako mi delujemo. Samo tisti, ker en drobčen delček ledene gore gleda ven in tisti, ki se mi zavedamo. Ne zavedamo se pa strategij, prepričanj, vrednot, identitet, kar je pa spodaj. No, in ko mi dejansko ugotovimo, kdo smo, kaj je naša pot tukaj, po kaj smo prišli, odkot prihajamo, kam gremo, potem se začnejo stvari odpirati.
Jaz vas vabim, da spodaj pod komentar napišite vaša vprašanja. Danes je bil res en tak krasen vprašanje, malo drugačen kot običajno, ampak smo midve zelo zadovoljne, da so take vprašanja in rade sprejemava izzive. Tako da lepo se imejte, pa do naslednjega ponedeljka lepo naprej. Čau. Čau, čau.